GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni v novem podcastu, kjer bomo GFML-jevci klepetali z bivšimi GFML-jevci. Z vami smo GFML-jevci Saška Laura In Vid. in ne boste verjeli, naš podcast nosi naslov GFML-jevci. Vsak mesec bo eden izmed nas gostil nekoga od naših bivših dijakov, ki je sedaj že znanstvenik, Raziskovalec, pustolovec, poznavalec, umetnik, upokojenec, kriminalec, no upamo, da ne. enkrat mogoče tudi kdo od nas ali vas, ki poslušate. skratka GFML-jevec na svoji zanimivi življenjski poti. Vsak zadnji petek v mesecu vas bo v vaši aplikaciji za podcaste pričakala nova epizoda, zato se ne pozabite naročiti, Deliti, Slediti, povedati. oglaševati. uživati. Veseli bomo vaših komentarjev, predlogov za goste in seveda všečkov. V našo prvo oddajo smo povabili prav posebno gostjo, GFML-jevko, ki je to praktično celo življenje. Z nami je naša bivša dijakinja, profesorica, mama bivših dijakov in našega profesorja. V prostem času strastna bralka, ponosna babica, radovedna opazovalka življenja. V veliko veselje mi je, da se mi je v našem radijskem studiu pridružila upokojena profesorica Cilka Jakelj. Pozdravljeni, gospa Jakelj. Hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in seveda dobrodošli spet na GFML. Dober dan, Vid, dober dan tudi vsem, ki naj poslušajo. Zelo rada sem prišla, zelo rada sem prihajala, kajti tu je potekala večina mojega življenja. Torej, danes ste spet po nekaj časa prestopili prag naše šole. Kakšni občutki so vas najprej prevzeli, ko ste se vrnili na ta kraj? Danes so me prevzeli prav posebni občutki. Ne zaradi prazničnega decembra, ampak zaradi tega, ker bom v bistvu in sem spet med, rekla bi, svojimi dijaki. Kajti dijaki, vaša generacija, ostajate vedno moji, pa čeprav potem odrastate in ste odrasli možje in žene, ampak v čast mi je bilo in v veselje mi je, da sem vas lahko nekoliko oblikovala, vsaj tvoje predhodnike. Ja, torej, vemo, da imate s to šolo dolgo zgodovino in kaj, če sploh kaj menite, da se je na gimnaziji iz vaših časov spremenilo? Spremenilo se je vse tisto, kar vidimo navzven. Spremenila se je šola sama, spremenila se je oprema, spremenile so se učilnice, tudi studio, v katerem smo. Vse to je meni seveda novo, tuje. Ampak moram reči, da je tista mladost, tisti živ žal, ki je bil takrat pred tolikimi desetletji tu živ in ki mi je dajal elan, zagon, moč, ostaja še vedno. Še vedno trdim, da so mladi takšni, kot smo bili kdaj tudi mi, takšni, kot so bili vaši starši, ampak mi, odrasli, starejši, se premalokrat zavedamo tega. Premalokrat v sebi nekako začutimo otroka, dijaka in ko nam to uspe, takrat nam je tudi vez med vami in nami toliko močnejša in trdna. Ni se spremenila mladina, kot pravijo, spremenili smo se mi, spremenilo se je okolje, spremenile so se pač razmere. In tudi sami ste seveda bili polni tega mladostnega elana in zagona, ko ste na GFML prvič prišli kot dijakinja prvega letnika. Kakšen je bil vaš prvi vtis o šoli in kako se je potem spreminjal skozi leta vašega šolanja? No, tu je bila mogoče majhna razlika med vami in med menoj. Jaz sem prišla na gimnazijo kot 66. leta, kot tretja generacija, torej kasnejših maturantov.
Takrat smo obstajali samo 3 razredi, 1., 2. in 3. letnik. Maturantov še sploh ni bilo. Bili smo zaradi tega, ker nas je bilo malo, ker smo bili predvsem tudi vozači, ki smo toliko časa preživeli skupaj, bili smo zelo povezani. Ni bilo nekih razlik med tistimi, torej 3. letniki, najstarejšimi in nami 1. letniki. Tudi ni bilo teh fazanov, torej, ki jih sedaj v 1. letniku sprejemate v svoje vrste. Nekako smo si bili bolj enakovredni. Nekako večja družina smo bili, ki pa je bila vseeno obvladljiva. Pravite, da ste vsi bili zelo povezani. Koliko dijakov pa je takrat štel vaš letnik in šola nasploh? Letnik, moj razred, je štel nekaj čez 20 dijakov, mislim, da 24, kaj takega, tudi paralelka jih imela toliko. In potem, torej, če se štejemo, tudi 2 druga letnika toliko, pa 2 tretja, je to slabih 150, če prav računam. Malo dijakov, tudi manj profesorjev, seveda. Aha. Ampak torej vidimo, kako se je naša šola razvila skozi leta in tudi sami ste veliko k temu pripomogli. Kaj pa vam je iz dijaških dni mogoče ostalo najbolj v spominu? Česa se radi spominjate? Običajno se spominjamo stvari, ki jih ne bi smeli početi. Vse tisto, kar smo naredili prav, kar je bilo po pravilih, je nekako šlo mimo. Čez toliko časa, torej, ko se dobimo na obletnicah mature, se potem smejimo iz tega, kako smo špricali pouk. Še hujših stvari nočem niti povedati, ker sem včasih bila profesorca, ampak dijaki so zvohali, da sem šla na randi skozi zadnjo okno v park. Skratka, ostanejo nam take stvari. Spominjamo se tudi horo legalisa, ure, ki je bila določena, da nas ne smejo profesorji pa odrasli videti zunaj. Seveda se mi tega nismo držali, torej tudi, in ko smo zaslutili, kje je nevarnost, torej profesorja na vidiku, takrat smo seveda zginili in se skrili. Razen tega se spominjam z tistega časa, tega tudi vi več nimate, naprimer plesov. Plesi vsak mesec ali pa ob praznikih v šolski telovadnici, to so bili nekaj nepopisnega. Plesali smo kar z gramofona na gramofonske plošče. Ples je trajal do 11. ure pod budnim očesom dežurnih profesorjev, ampak potem smo vlekli pa še pol ure. Tega se močno spomnim in to je bilo fino. Spomnim pa seveda se tudi 3 let vožnje z vlakom. To so bila najlepša doživetja, tudi zaradi tega, ker smo zjutraj vsi od prvega do zadnjega buljili v zvezke, še celo pisali kakšno nalogo ali kaj takega. Skratka, blazno delovno vzdušje je takrat, torej med 6. in 7. uro delovalo. Ampak popoldne, ko smo se pa vračali, pa smo ležali po teh klopeh, to so bili leseni vagoni, tisti kavbojski, včasih peli, se hecali, predvsem pa brali nemške šuntromane. Lepša je bila slika na prvi strani, bolj nas je vleklo. Lepa leta so to bila. Ja, in kot ste sami omenili branje, tudi vaše življenje je zelo zaznamovala knjiga in literatura. Verjetno je tudi na gimnaziji eden izmed vaših najljubših predmetov bil slovenščina in je to vplivalo tudi na vašo odločitev za kasnejšo poklicno pot. Kateri so bili še vaši mogoče najljubši predmeti na gimnaziji, katerega mogoče niste marali? Ja, slovenščino sem imela rada, čeprav se mi je matura iz slovenščine, priznam javno zdaj,
ponesrečila. In zaradi tega nisem vpisala slovenščine, ker sem si mislila, kdo pa bi s trojko mene sprejel, in sem vpisala primerjalno književnost, ne da bi vedela, v kaj se spuščam. Pozneje sem to lahko še popravila ob semestru, tako da na srečo sem torej potem slovenščino vseeno zagrabila. Seveda, torej brez slovenščine, brez tega predmeta, ki mi je ljub še danes, zato me seveda boli, kaj se z njo dogaja, ne bi enostavno, se mi zdi, zmogla. Rada sem imela tudi nemščino, to sem tudi študirala, tudi angleščino, pa kakšno psihologijo, pa take bolj malo družboslovne vede. Nisem pa bila, torej matematika mi ni bila ravno trd oreh, tudi fizika ni preveč, ampak nisem pa imela rada biologije pa kemije, to pa priznam. Še v študijskih letih se mi je sanjalo, da me bo profesor vprašal kemijo. Torej, tega nisem marala. Rekli ste, da ne radi gledate, kaj se dogaja z jezikom dan danes. Kaj je vaše mnenje o stanju slovenskega jezika in njegovi razširjenosti oziroma njegovem statusu dan danes? Ja, upam, da ne bom pri tem odgovoru predolga, kajti to je torej zadeva, ki me izredno tišči, boli, na katero pa enostavno ne morem vplivati. Slovenščina, kot jo doživljamo danes, je torej v težki situaciji, vendar mislim, da se to dogaja tudi z vsakim drugim jezikom. Hudo mi je, ko me vnukinja vpraša v 3. razredu, zakaj pa tu piše december z veliko, če so nam pa v šoli rekli, da se piše z malo. In vse tisto, kar je za otroka natiskano, kar je torej tudi vidno, je nekako zakon. Potem seveda na dolgo in široko razlagam, zakaj je to tak, in skušam odgovoriti, zakaj pa tega oni ne popravijo. To, kar se dogaja z jezikom, se je v bistvu nekoliko dogajalo že v mojem času. Ko sem šla v Ljubljano in ko sem pri neki profesorici, pri profesor Pogorevčevi, torej tudi povedala, da prihajam. Pravzaprav ona je vprašala, kdo prihaja iz črte Maribor tja. Rekla je tja, ne sever, vzhod, zahod, jug. Tja, ni za študij slavistike. Skrivala sem svoj indeks, ker je bilo napisano, da sem končala gimnazijo v Ljutomeru, in trepetala, da bo videla, torej, odkot prihajam. Ampak srečno sem zvozila, ni mi pa bilo všeč, da je marsikdo izmed mojih prijateljev, kolegov, ko je prišel iz Ljubljane, začel vleči po ljubljansko. In zato sem jaz kasneje svoje dijake, ko sem jih vodila v Ljubljano, sem rekla torej tudi, govorite en pogovorni jezik, ni nujno, da je knjižno, nikakor pa ne sprejmite ljubljanščine, ker vaša prleščina, vaša prekmurščina je enakovredna. In nekoč sem o jeziku, o tem, kar počnemo z jezikom, govorila tudi z Vladom Kreslinom, torej, in takrat mi je on tudi povedal, zakaj on torej še vedno včasih, kljub temu, da obvlada brezhibno slovenščino, zakaj on včasih torej še potegne po prekmursko. To so v bistvu naše korenine, to je tisto, česar ne smemo pozabiti. Narečje, dialekt je bogastvo, kjer smo Slovenci resnično skoraj nepremagljivi v tej širini, v tej pestrosti jezika.
Ko ste prišli v profesorske vode, ste imeli priložnost šolski vsak dan videti iz malo drugačne perspektive. Ste takrat mogoče začeli razumevati stvari, ki jih prej kot dijakinja pri profesori niste razumevali. Ste recimo razmišljali, zdaj pa vem, zakaj so bili takšni, zakaj so to delali, sedaj pa so mi te stvari jasne. Zelo veliko mi je pri tem pomagal moj dnevnik. Jaz sem namreč vso srednjo šolo, pa še delno potem tudi v študentskih časih, pisala dnevnik. In če danes preberem, torej ta srednješolski dnevnik, ugotovim, da sem bila menda najbolj pametna, da so bili vsi okrog mene neumni, da sem torej v tem dnevniku tudi govorila grdo, tudi seveda o profesorjih, ki sploh niso razumeli dijakov, o starših, ki so bili tudi taki, čeprav sem živela v zelo urejeni družini tudi. In potem v začetku še teh problemov niti nisem toliko čutila, kajti od dijakov sem bila starejša samo slabih 5 let. Pozneje, z leti, tam, ko sem šla že proti 50-mu, takrat se pa je pojavilo to, da sem prišla domov in sem rekla, zdaj pa jaz te dece več ne razumem. Torej tudi. In takrat sem posegla, resnično sem posegla po tistem dnevniku, ker sem bila jaz stara 17, 18 let in ugotovila, torej, kakšen je svet okoli mene. In ko sem drugi dan stopila v razred, sem svoje dijake spet tako razumela, kot sem jih razumela na začetku. To je tisto, kar sem v začetku povedala, pozabljamo biti, pozabljamo se postaviti v čevlje nekoga drugega. Ja, in po vsem slišanem, potem tudi kako sami govorite, da ste razumeli dijake, se vas je verjetno tudi med dijaki držal zelo dober, zelo lep sloves. Kako ste vi to čutili? Verjetno se vas res je in se vas tudi radi spominjajo. Sem čutila, torej lagala bi, če bi rekla, da nisem. Čeprav se mi zdi prav ta neposrednost dijakov, odkritost, poštenost, kot je tudi obraz povejo, da jim kaj ni všeč, morda še dragocenejša. Še bolj pa vse to čutim danes, ko so ti moji dijaki in dijakinje odrasli možje, žene, očetje, matere, in ko se srečamo, so ta srečanja resnično nepozabna. Takrat torej slišim, pa se spomnite tega, pa se spomnite nečesa drugega. In zanimivo je predvsem tudi to, da se tako dobro ne razumem samo z dijaki, ki so bili odlični, ki so bili perfektni, ampak predvsem tudi z dijaki, ki so imeli tudi kdaj kak popravni izpit pri meni. Tudi to je bilo. S temi se mi zdi ta vez še pristnejša, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da so spoznali v tem času, da sem pa mogoče imela prav in da je bil ta popravni izpit samo ena izmed izkušenj, stopnic, da se to pozneje pač ni več ponovilo. Ste tudi ena izmed pionirk gledališča na GFML. Kako doživljate uspehe naših gledališčnikov in igralcev sedaj? Ste pričakovali, da bo igra na šoli doživela takšen razcvet? Tega nisem nikoli pričakovala. In takrat, ko je gimnazija dobila verifikacijo za gledališki oddelek, sem bila gotovo med najsrečnejšimi Ljutomerčani. Ni nujno, da bodo iz vseh teh dijakov odlični igralci, režiserji, ne vem kaj še vse. Važno in pomembno je, da bodo znali gledališki igri prisluhniti, odrskemu jeziku prisluhniti, da jim bo gledališče postalo drugi dom, da bodo tam našli predvsem zatočišče takrat, ko so žalostni, jezni. Skratka, da jim bo bogatilo življenje in da
jim bo prineslo nekaj, kar morda sami ne bi zmogli, drugi pa to zmorajo. In če smo samo opazovalci, gledalci, poslušalci, dobimo tudi zelo, zelo veliko bogatstvo. Vaša poklicna pot se z GFML-jem prepletala tudi zelo osebno. Kako je imeti svoje otroke za dijake, pa potem še tudi za sodelavce? To ni najbolj prijetno, moram priznati. Najprej, ko so se odločili, najprej Jernej, ki sedaj tudi vas malo uči, potem tudi Primož in Matevž, sem prosila, da ne bi nobenega učila. Torej, vsaj, da se v razredu ne vidimo. Da me tudi oni niso preveč radi videli, moram povedati, da smo se s Kamenščaka do cerkve pripeljali z avtom, potem so pa izstopili, zato ker se niso želeli z mano pojaviti na šolskem dvorišču. To smo pri Jerneju nekako uredili. Ampak potem je prišel eden od dvojčkov, Matevž, ki se je vpisal na šolo mesec dni kasneje in zgodila se je ta nesreča, da ni bilo nikjer drugod prostora, kot v razredu, kjer sem učila sama. Midva se 2 leti nisva prav pogledala, tak smo se izpod oči, nisem vedela, kako ga naj ocenjujem, iskala sem drugačne metode, da ne bi dobili sošolci občutka, da ve, kaj bo vprašal ali pa da ve, kaj bomo pisali, pa je bil zelo povprečen dijak in sem potem ta strah izgubila, torej, ker ni vedel. Drugače je bilo, ko je prišel na šolo Jernej, torej tudi, ko sva oba bila postavljena v vlogo učitelja. Seveda sem hotela biti doma dostikrat pametna, ne starejša, svetovati mlajšemu kolegu, ampak nisem naletela ravno na zelo dober odziv, kajti pozneje sem ugotovila, druga generacija je, drug način je, pa še moški je, mi je vedno povedal. Tako da, ko sem to nekako jaz prebolela, torej on pa je tudi malo moral, da ni dobil občutka, da mu je mama, ki je kaj poslala, sva kar dobro furala, potem pa sem ugotovila, da sta 2 jaklja na šoli preveč, pa sem se jaz odločila in sem šla v penzijo. No, če je bilo fajn imeti mamo v srednji šoli, smo povprašali tudi vašega sina in sedaj našega profesorja Jerneja. Mogoče bom dal primer, ki ga današnji dijaki še najbolj poznajo. Jaz sem dejansko imel e-asistenta pred e-asistentom. Ko sem odpisal test in niti še nisem vedel, kakšni so rezultati, sem samo iz pogleda moje mame na hodniku, ko je šla mimo, izvedel, da že spet nisem pridobil vseh točk pri matematiki. Ja, seveda me je skrbel tudi uspeh mojih otrok, čeprav nisem nikoli pričakovala, sploh pa ne zahtevala, da so odličnjaki. Tudi sem se zavedala njihovih sposobnosti. Res pa je, da kakšne slabe ocene, ki so jo dobili, seveda pred njimi nisem mogla skriti. In z mojega obraza je bilo menda razbrati, kaj se je zgodilo. Tudi in to ni bilo prijetno, ker sem mu seveda zagrenila nekaj ur, v katerih bi še lahko bil prepričan, da je bilo vse ok. Vsi moji otroci so bili povprečni dijaki, za kar sem tudi vesela. Glavno se mi zdi, da so pozneje našli smer, torej, v kateri so lahko svoje sposobnosti tudi izrazili. In vam seveda podarili tudi verjetno eno izmed najlepših daril, vnuke. Seveda ste srečno upokojeni in kot je tudi za upokojence značilno, vam ob vseh aktivnostih verjetno nikoli ni dolg čas, med drugim vodite pogovore o knjigah in bralni klub, ter ustvarjate tudi nakit, pa seveda verjetno najpomembnejša stvar, mali vnučki. S čim se v teh dneh najraje ukvarjate in kaj vam predstavlja mogoče najljubši izziv? S
čim se najraje ukvarjam? Preteklo leto je bilo zame dokaj hudo. V tem letu so mi resnično največ pomagali moji otroci, predvsem pa moji vnuki. Otroška radoživost, radovednost, smeh in tako dalje premaga, vsaj trenutno premaga vse težave. Takrat, ko jih ni, čeprav moram reči, da skoraj dnevno srečujem vsakega in sem neizmerno vesela, da vsi živijo torej v okolici Ljutomera, da so mi na dosegu roke, v drugih trenutkih si krajšam čas z branjem. Neizmerno veliko berem, moram priznati, da berem tudi predvsem slovensko literaturo, novitete, običajno znam napovedati Kresnika, ki ga izberejo kot slovenski roman. Vedno se to seveda ne ujema z mojim mnenjem, ampak vse tisto, kar mi okolje nudi, kar mi nudijo moji domači, kar mi nudijo otroci in vnuki, je tako zelo dragoceno, tako zelo pomembno, da razveseli še najbolj žalostnega človeka. Zato si velikokrat prepovedujem, da bi bila žalostna. To je zelo lepo zaslišati in verjetno vam tudi vaši vnuki in vaši otroci pomagajo, da, kot ste sama prej rekla, ostanete po srcu mladi in ohranjate to otroško igrivost. Imate še mogoče kakšne nasvete, kako v vaših letih ohranjati takšen pogled na svet? Mislim, da mora tak pogled najti vsak posameznik, vsak človek sam, ker je z drugačnega testa. Na vsak način se mi zdi pomembno, da se ne zapre vase, da poišče stik z ljudmi, s sovrstniki, seveda tudi z mlajšimi, če je to mogoče. Predvsem pa jaz seveda najdem vse tisto lepo tudi največkrat zapisano in naučila sem se tudi, da takrat, ko mi je hudo, to povem in da takrat, ko sem vesela, tudi to pokažem. Svojih čustev ne skušam skrivati, skušam jih pač pokazati ljudem, ki jim zaupam. Teh ljudi je pa kljub vsemu veliko, veliko. In to je zelo dobro vodilo za življenjem. Pa se proti koncu vrniva še malo knjigam. Kakšen žanr je mogoče vaš najljubši in ali bi našim poslušalcem, našim dijakom lahko še posebej priporočili katero knjigo, ki ste jo nedavno prebrali? Ne vem, če bo okus dijakov in moj okus, če bosta podobna, enaka. Pa vendarle, najprej, česa ne berem rada. Ne berem rada znanstvene fantastike. To vem, da je mladim ljudem zelo pri srcu in ljubo. In občudujem jih, tudi ker sama nisem sploh noben tehnični tip, da bi me to kaj privleklo. Zelo rada imam recimo biografije, rada imam tudi zgodbe iz današnjega sveta. Povedati moram, da kljub temu, da slovenska literatura ne velja za, torej ne bi rekla med poznavalci, ampak med nepoznavalci, ne velja za vrhunsko, pa vendarle je. V zadnjem času sem ugotovila, da imamo odlične pisce kriminalk. Kriminalka ni bila nikoli moj žanr. Poznala sem Agatho Christie, poznala sem angleške pisce in tako dalje, ampak potem sem prebrala Tadeja Goloba, torej danes je morda že malo preveč razvpit. Tudi potem pogovor sem zadnjič torej imela z Dirnbergom, mogoče ga poznate torej iz skupine Midva, ki je tudi napisal inteligentno, humoristično kriminalko. Razen tega, recimo, trenutno, kar sem prebrala, je išla knjiga Irene Svetek Rdeča kapica. Grozljivka, torej, ki se dogaja v našem ljubljanskem okolju. In teh knjig, torej slovenskih knjig, vedno obvezno seveda preberem tudi Kresnika.
čeprav sem že prej omenila, da ni vedno moje mnenje enako mnenju komisije. Draga Jančarja, na primer, nocoj sem jo videl, oziroma to noč sem jo videl. To se mi zdi torej vrhunec vsega. Razen tega berem zdaj tudi knjige, ki mogoče nekoliko bolj vlečejo starejše ljudi. Celo Partljiča, ki sem ga seveda občudovala predvsem kot humorista, kot avtorja Socialističnega kulaka, o ljudeh iz Maribora, okolice, torej, ki jih zelo natančno pozna, sem vedela malo, in ko sem prebrala te njegove stvari, ali pa torej zelo rada, prej nisva omenila, imam morje. In vse, kar je v zvezi z morjem, požrem dobesedno, preberem, in tudi branje ob morski obali pomladi in v jeseni je zame največji užitek. Na koncu pa bi bili veseli še kakega sporočila, če bi ga mogoče imeli za naše dijake, naše poslušalce, tako za dijake, kot pozneje za študente in odrasle. Mogoče kakšen nasvet, kakšna misel ali kakšna želja. Teh misli vas menda spremlja ogromno, sploh v teh decembrskih dneh. Pa vendar ne vem, če bom zdaj izluščila najpomembnejšo. Predvsem bi rekla to: po prvem padcu, ki se vam zgodi, vstanite. Splača se. Tudi sama sem povedala, slovenščine nečesa najlepšega nisem študirala zaradi tega, ker nisem opravila mature tako, kot bi želela. In pozneje sem vseeno to nadoknadila. Druga stvar. Bodite predvsem to, čeprav zveni zelo zlajnano, kar ste. Ne pustite si vzeti svojega jaza. Skušajte ga malo prilagoditi okolici, skušajte predvsem kdaj tudi razumeti koga drugega, kajti dostikrat obsojamo napačno, zaradi tega, ker nečesa ne poznamo in nam je potem žal in nas potem to boli. Bodite predvsem vi, kajti dokler ste tako mladi, ste še vedno, vendarle mislim, v neki fazi oblikovanja, čeprav boste rekli, jaz sem izoblikovana osebnost, pa vendarle pridobivamo z leti, z starostjo, z izkušnjami vedno več in lahko postajamo boljši ljudje. Predvsem bodite dobri ljudje. Gospa Jakelj, najlepša hvala, da ste kot naša prva gostja čudovito otvorili letošnji podcast GFML-jevci. Želimo vam še veliko užitkov z vnučki, ob branju, ob morju, ustvarjanju in vsem, kar še vedno tako zagreto počnete. Seveda pa tudi lepe, mirne praznike in vse dobro v novem letu. Tudi jaz vam vsem skupaj želim eno lepše leto, kot je bilo prejšnje in še prejšnje. Predvsem vam želim, da bi se čim več družili, da bi se objemali, da bi se imeli radi, predvsem pa, da bi razumeli drug drugega, razumeli svoje starše, stare starše in vse, kar nas je na tem planetu. Hvala lepa za pogovor. Hvala. Za konec vas in vse poslušalce vabim, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo in podcast Glas GFML. Na sporedu lokalnih televizij pa lahko vsak mesec zasledite oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. To je bila prva epizoda podcasta GFML-jevci. Že prihodnji mesec bo z vami Saška, ki se ji bosta pridružila kar 2 GFML-jevca. Ne pozabite se naročiti na naš podcast, da ne boste zamudili zanimivih pogovorov z našimi bivšimi dijaki. S Cilko se poslavljava od vas in vam želiva obilo užitkov v zimski idili ter v novem letu zdravja, sreče in lepih trenutkov z bližnjimi. Adijo!